Spoštovane novinarke, novinarji in ostali medijski delavci, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci po 12. redni seji vlade. Vlada je na današnji seji sprejela predloga dveh novel zakonov z področja avtorske zakonodaje, ki jo bo predstavil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik bo predstavila analizo podatkov o novih zaposlitvah in premestitvah v obdobju od 1.1.2020 do 1.6.2022. Vlada je sprejela tudi uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2022, po katerih bo vlada določila višino denarja za skrajšanje čakalnih vrst. O tem bo spregovoril minister za zdravje Danijel Bešič-Loredan, ki bo predstavil tudi odlok o začasnem ukrepu uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na koronavirus. Prvega k besedi vabim gospodarskega ministra, gospoda Matjaža Hana, ki bo predstavil zakonodajo svojega področja. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane in spoštovani. Lepo pozdravljeni seveda iz moje strani. Mogoče izgledam malo zmatran danes, ampak moram reči, da je danes vlada po dolgem, strokovnem in seveda zelo izčrpnem in intenzivnem usklajevanju vendarle sprejela besedili dveh zakonov, to kot je že gospa Petra povedala, to je zakon o avtorskih in sorodnih pravicah in pa zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Zdaj, mi počasi zaključujemo v vladi teh 100 dni vladanja, ampak moram reči, da je bilo teh 100 dni zelo napornih in mirnih. In poleg draginje smo se seveda ukvarjali tudi z nekaterimi drugimi zakonimi in te dva zakona sta ena od najbolj zahtevnih, pa bom povedal zakaj. Te dve noveli bomo v državni zbor poslali po nujnem postopku, ker se neizmerno mudi s tema dvema zakonoma. Zakaj? Zato, ker je rok za to, da ta dva zakona sta sprejeta, potekel že junija leta 2021 in to je v bistvu prenos direktive. Slovenija ima že uradni opomin in pa obrazloženo mnenje Evropske komisije. Kaj nam je uspelo poleg teh dveh zakonov? Seveda tudi, da smo Evropsko komisijo prosili za podaljšanje roka. Zakaj to govorim? Zato, ker je to pomembno in ta rok je zdaj 19.10. letošnjega leta in to moramo ujeti. Če tega zakona danes ne bi sprejeli in seveda, če ga ne bo sprejel državni zbor, potem nam sledi kazen več kot 1 milijona evrov. Z noveliranjem avtorske zakonodaje želimo v slovenski pravni red prenesti določbe evropskih direktiv, to kot sem že rekel, se pravi avtorske in sorodnih pravic na enotnem digitalnem trgu ter pravili izvrševanja tovrstnih pravic za spletne prenose dveh vrst. Z noveloma dosegamo 4 cilje. Eno, da prispevamo k boljšemu delovanju notranjega digitalnega trga, zagotavljamo visoko stopnjo varstva avtorjev, kar je zelo pomembno, lajšamo ureditev tovrstnih pravic ter četrtič, vzpostavljamo okvir za ustrezno koriščenje avtorskih in drugih varovanih vsebin. Mi smo imeli široko razpravo o teh zakonih. Ta zakon smo pripravljali na našem ministrstvu in seveda z tesnim sodelovanjem z našim uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino. V nadaljevanju imam to tudi kolegico, strokovnjakinjo gospod Pečar, ki bo lahko pomagala v primeru, da jaz kaj ne bom znal povedati. Odpravili smo, kot bi rekel, široko javno razpravo. Zakona sta bila 2-krat v javni razpravi in 3-krat v medresorskem usklajevanju in verjetno je zato tudi na nek način ta zamik pri sprejemanju. Predloge in pripombe so podali številni deležniki, jaz jih ne bi našteval, samo nekaj. Slovenska in mednarodna združenja imetnikov pravic, se pravi avtorji, izvajalci, založniki in tako naprej, kolektivne organizacije, nevladne organizacije, univerze in šole, knjižnice, gospodarska združenja in tako naprej. Moram reči, interesi vseh teh deležnikov so nasprotujoči in jih je težko uskladiti, pa vendarle. Kljub prizadevanjem
te in tudi verjetno prejšnje vlade, predvsem pa strokovnjakov v ozadju, smo seveda izčrpali vse možnosti in smo danes prišli do neke skupne kompromisne rešitve in upam, da bomo, in sem prepričan, da bomo v državnem zboru uspešni. Poglavitve rešitve bi vendarle za zakon o avtorskih sorodnih pravicah povedal, so 3 področja, se pravi prvič pravično plačilo avtorjem in izvajalcem, to je zelo pomembno, drugič licenciranje oziroma širši dostop vsebin na spletu in tretjič nove omejitve pravic. Torej, zakon o avtorskih in sorodnih pravicah določamo, kaj te pravice so, v zakonu o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic pa določamo, kako te pravice avtorji uveljavljajo. To se mi zdi ključno. Logika kolektivnih organizacij seveda je preprosta, ta se v imenu avtorjev, izvajalcev in filmskih producentov lažje pogajajo z uporabniki. Novosti, ki bi jih rad predstavil, so, se pravi, preko kolektivnih organizacij vse oblike ponovnega prenosa prvotnega radiotelevizijskega signala, tako imenovana retransmisija, tudi v primeru nadomestil za uporabo audiovizualnih del in pa tretjič, avtorji bodo upravičeni do nadomestila tudi v primeru, ko bodo njihova dela objavljena presredno prek spletnih portalov. Denimo avtor članka na Delu bo dobil nadomestilo za objavo članka na portalu rečemo Novice najdi si. To je zdaj samo en plastičen prikaz. Zaključujem, to je bilo zelo na kratko, seveda glede teh 2 zakonov. Veliko se bomo pogovarjali še v državnem zboru oziroma o tem, ko bomo zakon sprejeli do konca. Kot rečeno, gre za prenos 2 evropskih direktiv z nekaj seveda izboljšavami. Zdaj, da bo jasno za vse, kljub intenzivnemu usklajevanju več kot 2 leti, namreč ni bilo mogoče, to moram iskreno povedati, ustreči vsem željam in najti na nek način boljši kompromis, da bodo vsi zadovoljni. Tega enostavno ne gre. Verjamem pa, da smo naredili imenovalec, kjer bodo vsi lahko s to novo direktivo oziroma s to novo zakonodajo zadovoljni in izboljšali bomo sistem na tem delu. Direktivi bi mogli biti že sprejeti v lanskem letu juniju. Naša vlada je prevzela 1 leto potem vladanje. Jaz se ne bi obremenjeval, kaj prejšnja vlada ni naredila, vem pa nekaj, da je bilo isto težko kot naši vladi, ampak eden je mogel presekati ta gordijski vozel. Narediti moramo vse, da bo ta zakonodaja sprejeta v roku meseca dni. Zakaj? Da Evropski komisiji po nepotrebnem ne plačujemo kazni in že to je eden od tudi uspehov, ko bo ta zakon sprejet. Tako da na koncu včasih je zahvala premala, ampak jaz bi se res vsem strokovnim službam, vsem zainteresirane javnosti, vsem, ki so sodelovali pri tem težkem zakonu, zahvalil za pogovore, za usklajevanja, za razumevanje in verjamem, da bomo še naprej dobro sodelovali. Hvala lepa.